Wow, končno so ga dobila. Ko se kar malo odseva. Da če pa MVP. Ja, gledaj, še imam. Z malo zamude, ampak končno ga imamo v studiu. iPhone 17. A zakaj se tako navdušen? Zato, ker se je Apple končno spravil v red in po dolgih letih naredil en odličen telefon za normalno ceno. MVP telefon, odličen telefon za normalno ceno, pa še kakšen superlativ bi lahko uporabljal. Ja, v tem videu vam bova povedala, zakaj je to edini iPhone, ki se vam ga letos splača kupiti. Pa začnimo tukaj. iPhone 17, Apple telefon, ki ga morate letos izbrati. iPhone 17, dolgočasno izjemno in pa še iPhone 17 brez opon. No, to je samo nekaj naslovov člankov pa video od tehnoloških reviewerjev, ki so že ocenili navadnega iPhone 17. In kot smo že ob izidu serije takrat na Gigabyte podcastu povedala, so bile najne misli identične. Res je? Tale obična 17 pa je tudi prva od letošnje linije iPhone-ov, ki so jo dobila na test. Lani navadne 16 sploh niso testirala, ker pač ni bila nič zares posebenega. Tako da zdaj nama bi tukaj vi mogoče lahko tudi postavili vprašanje, kot je na primer, a se je vajno mnenje zdaj kaj spremenilo, ko so 17 dobila v roko? Odgovor je en velik ne. Ne. Tale običen iPhone 17 je še zmeraj najbolj smela odločitev in tukaj je nekaj hitrih razlogov, ki so nama ustvarjali tako mnenje. Recimo, zelo so vesela, da lahko rečeva, da ima osnovni iPhone končno zaslon z visokim osveževanjem, pa hkrati tudi antiodseven premaz na tem ekranu. Potem so vesela, da se fon hitreje špila, da ima najnovejši Apple čip, ter še zmeraj lep dizajn in pa čist dovolj kamer za povprečnega uporabnika. Poleg vsega tega pa je še cenovno konkurenčen nekaterim odličnim Androidnim telefonom, recimo Pixelu. Prav tako se navaden iPhone 17 ne razlikuje spet tako močno od letošnjih Projev, kar je kar presenetljivo glede na Appleovo zgodovino. Če torej pod vsemi razlogi potegnemo črto, je pa tudi pametnejši nakup od lanskoletne obične 16, kljub temu, da je 16 cenejša. Pač res toliko več dobite, da se splača. Kot smo že rekli v najnem TikToku v izidu serije, ta fon je predober za Appleovo politiko. Zna biti, da bo pri prodaji celo kanibaliziral svoja premium brata 17 Pro in 17 Pro Maxa, da o iPhone ne govorimo. Ne, brez veze. Ker njemu gre res prodaja slabo. Sos je v tem, da je Apple ta fon opremil skoraj vsem, kar ima ta dražja brata in mu skoraj nič ni odklonil. Tako da, pojmo malo bolj v podrobnosti. Recimo že pri zaslonu. Do zdaj smo se vsi skozi pritoževali, da Apple namenoma pohablja obično verzijo, ker ji ne da hitrega osveževanja, ki ga poznajo praktično vsi Androidni foni, že tisti za 200 evrov. Razlog je bil seveda valjda logičen. Folk so hoteli na ta način prisiliti, da bi kupil dražje Proje. No, Apple je končno poslušal folk in te razlike ni več. Obična 17 ima končno 120 Hz osveževanje zaslona, kot vsi iPhoni, ki so bili predstavljeni na letošnjem septembrskem eventu. Poleg tega je od 17 njen zaslon boljši, 16, boljši že zato, ker ima svetilnost 3000 nitov namesto 2000 nitov, kar pomaga pri preglednosti zaslona zunaj na močnih svetlobah. Pri tem pa pomaga tudi dejstvo, da ima 17 načeloma na novo še antiodseven premaz. Načeloma pravijo v narekovajih, ker čeprav ima ta premaz, razlika spet ni tako fulčitna, kot si želela, ampak napredek je, se vidi tukaj na tem videu tam na drevesih in so vesela, da je Apple to dodal. Tudi če premaz naredi tazga očitnega efekta, kakor ga je takrat PRS 25 Ultra. Zaslon je torej po črtu super. Je svetel, tekoč, ful odziven, z dobrim HDR-jem, kar je idealno za gledanje vsebin, pa tudi končno lahko vklopite Always on Display, česar na obični 16 niste mogli. In ker gre osveževanje vse do 1 Hz, baterija tudi v vklopljenem Always on Displayu ni toliko na udaru. No, ena stvar, ki jo morava zihar omeniti, ki nam je v živo res presenetila, je pa tudi to, koliko je obroba na 17 tanjša okoli zaslona, kot na obični 16. Dejansko je to toliko, da je razlika res orank vidna, ko jo primerjate enega zraven drugega. Se vam 16 zdi res že zelo zastarela. Je pa zaslon na 17 večji in sicer je 6,3 inča na mesto 6,1 inča na 16. Sta si pa fona v marsičem tudi podobna. Tudi 17 ima šasijo iz aluminija, kot imata tudi letošnja Proja. Zato priporočava, da si siguren, da zaobavite ovitek, ker je aluminij bolj dovzeten za praske pa odrgnine. Oba fona imata tudi steklo spredi pa zadnji, tako da glede tega sta praktično identična, pa tudi po teži sta tam. 17 je 177 grami, za 7 gramov težja od 16,
ker je praktično neopazno. Kar pa je zihar opazno, je letošnja nova in večja 24 megapikslov velika selfie kamera napram lanski selfie kameri na 16, ki je imela 12 megapikslov. Ker to selfie kamero dela tako posebno in bistveno je to, da je znotraj nje senzor kvadratne oblike. Zakaj pa to tako posebno, boste vprašali? No, ponavadi imajo kamere v telefonih pravokotne senzorje, ki imajo določene omejitve. Telefon je treba obračati glede na format selfija, ki ga hočete. Tukaj pa lahko naredite nekaj, česar do zdaj niste mogli na nobenem fonu pred 17 linijo. Lahko zajamete vodoravne selfije, čeprav držite telefon navpično. Enako velja tudi v obratno smer. Torej, brez da bi rabili telefon polagati na stran ali pa dajati navpično za 90 stopinj. Nama je to čisto hudo. Nice. To v praksi pomeni, da ne rabite se iti nobene ročne gimnastike, to samo misliš, da bi recimo zajel skupinski selfie. Oba tipa selfijev lahko naredite v enem istem položaju brez premikanja roke in ga obdržite tako, kot je vam lažje. Je pa mobitel tudi tako pameten, da avtomatsko zazna, če je v kadru več folka in naredi preklop na pravo orientacijo. Itak pa lahko tudi naredite to sam s tem, da pritisnete na tale gumb na telefonu in telefon bo skrbel za vse ostalo. Poleg tega vam omogoča tako imenovan center stage funkcionalnost, kar pomeni, da ko ste na videoklicu, kamera kropa v posnetek, da deluje, kot da vam sledi in ste zaradi tega zmeri v centru kadra. Torej, telefon samo postavite na podlago in vam ni treba nič skrbeti, če se med klicama v levo ali pa desno premikate. Poleg tega prenovljena selfie kamera omogoča tudi hkratno snimanje dogajanja s selfie in hrbtnimi kamerami, podoben kot je bilo to pri Birilu ali pa direktorskem načinu pri Samsungu. Na papirju se nova selfie kamera ne sliši kot neka wow in huda pogorotavčna, ampak verjemite, v praksi je ful preprosta. In lahko samo upava, da jo bodo proizvajalci androidnih telefonov kar posvojili. Ker če jih je že tokrat recimo posvojil gumb za nadzor kamere tlele, ki po najnem mnenju niti približno ni bil toliko uporaben kot ta selfie kamera, bi sigurno lahko tudi to kopirali od Apple. Mimogrede, tudi obična 17 ima ta isti gumb za kamero, ki ni gumb, pa je Apple prav in je glih toliko neuporaben, kot je bil na 16 seriji. Kar pa je sigurno uporabno je to, da so končen podvojili začetno kapaciteto notranje shrambe iz 128 GB na 256 GB. Tistih 128 GB je bilo res kriminalno. Glede na to, da s kakšno kvaliteto danes slikamo, pa snimamo te dni, pa koliko aplikacij in podatkov imamo na telefonih. Zato smo res prosili že dolg cajta in Apple je končno tudi nekaj slišal množice. Kaj je pa še kaj tadga? Baterija. Ja. No, tudi baterija je letos večja. Ima 3692 mAh, namesto 3561 mAh, kot je bilo pri 16. Na papirju to ne izgleda prevelika razlika, ampak vse zdrži dlje. Poleg kapacitete je zato tudi razlog na novo dodano prilagodljivo osveževanje ekrana in zelo energetsko učinkovit A19 čip. Razlika napram 16, ki sicer ni kot dan pa noč, tudi zato ne, ker je noter še zmer litij-ionska baterija, ne silicijo-ogljična, ampak boljša je zagotovo in tudi pila se opazno hitrejša, kar je še en velik plus. Kakor je že Davor rekel, ima 17 tudi novejši čip A19 namesto A18, čeprav bodimo pošteni, oba sta 3 nanometrska. Že A18 je bil dosti dober za praktično vsakega uporabnika, letošnji A19 pa je sam manjša nadgradnja že toliko odličnega čipa. To pomeni, da vse operacije izvaja gladko in hitro, brez zatikanja, brez pregrevanja ali pa toplotnega zaviranja, tudi pri grafično bolj zahtevnih opravilih. Ta čip je na vrhu med najboljšimi, kar kažejo tudi stresni testi. Res je, da ima ta 17 Pro modela vse A19 Pro čip. Sam razlika v primerjavi s tem navadnim A19 ni toliko velika, oziroma jo bodo opazili samo profi, ki veliko igrajo igrice, snimajo videe v visoki ločljivosti, pa delajo grafično zahtevna opravila. Večino uporabnikov jo ne bo. Ne. iPhone 17, tako kot celotna 17 linija in vsi telefoni do iPhone 12 serije, ima naložen iOS 26.1, ki ima novi uporabniški vmesnik oziroma language liquid glass. O iOS 26 sva bolj podrobno že govorila v videu septembra, povezava do tega videa pa bo spodaj v opisu. Od iOS-a se to tukaj ne bova preveč razpravljala, poveva lahko in to, da nama je liquid glass s svojimi zaobljenimi robovi, prosojnimi elementi in lepimi animacijami ter prehodi zelo všeč in da zaenkrat deluje ful gladko. V iOS 26.1 pa po novem lahko liquid glass oziroma efekt prosojnosti lahko tudi malo umilite v nastavitvah, če vam prej ni bil pogodu. Torej, nov iOS nam je všeč, no ajde razen Siri, Apple Intelligence.
Kateri kraj ne bova zgubljala besed, ker so tudi o tem in o Applovih težavah že poleti naredila video. V glavnem sta še zmeraj čisto za konkurenco, sam zgleda, se je tudi Apple sam začel tega zavedati končno in bo Google plačal masne denarje, da bo lahko uporabljal Gemini. Tako da uporabniki Apple očitno ne boste čisto nasankali. Praktično edina velika razlika napram velikima bratoma, poleg dizajna, materialov, malenkost božjega čipa pa velikosti baterije je v tem, da obična 17 ne omogoča najhitrejšega možnega prenosa podatkov prek USB-C-ja in da nima še telefoto kamere. Ima samo dve, in sicer glavno in pa ultraširokokotno, s katerima se da čistka mod preživeti. In kakšni sta sploh ti dve kameri dali? Dobar, na kratek, zelo dobri. Kot se to pričakuje od Apple. Obe sta ponovno velikosti 48 megapikslov, kar je izboljšava od lani, ko je imel iPhone 16 ultraširokokotno resolucije 12 megapikslov. Pač fotke so pa itak super. Nima vas se kaj zaprtožati, barve so zelo življenjske, dosti podrobnosti, včasih sicer kakšno situacijo malo preveč ostrost procesira, ampak to je pri vseh telefonih enako. Torej, sva vesela, da je iPhone obdržal konstantno kvaliteto pri slikah, omeniti mora pa še, da glavna kamera v slabši svetlobi v ponoč, pričakovano, je še vedno malo boljša od ultraširokokotne. Saj ima na fotkah pač manj šuma. Videi so še zmeri izvrstni, kot je normalen in pričakovan za iPhone, in iPhone tudi pri 17 seriji ostaja kralj videa na telefonih. Malo je že dolgočasno. Ja, dolgočasno, da ga noben ne more izriniti iz tega prostora. Kaj lahko naredimo? Ja, valjda. O selfie kameri so pa itak že veliko prej govorila, ampak dodava lahko samo še to, da zaradi novega senzorja dela odlične fotke in dober loči subjekt od okolice. In to so nekako skoraj vse glavne stvari o iPhone 17. Fajn je, da poveš še ceno tega telefona, mogoče, ne? iPhone 17 dobite za okoli 1100 evrov za konfiguracijo z 8 GB RAM in 256 GB notranjega pomnilnika. Ja, je malo dražje od 16, ki brez vezave z enako konfiguracijo stane praktično skoraj enako, ampak glede na to, pa naprej omenjene izboljšave, se vam je sigurno vsem splača izbrati tole 17, pa še zmeraj je cenejša od začetnih konfiguracij 17 Pro in Pro Maxa za 12 GB RAM in 256 GB notranjega spomina, ki staneta skoraj 400 evrov več. Tako da, kakor vidite, je obična 17 res daleč najbolj smiselna izbira. Za večino uporabnikov se je telefon brez večjih kompromisov, ker nekako ohrani 90% lastnosti večjih bratov. Tistih 10 Pro preostalih lastnosti, obeh 17 Pro modelov, pa bodo res opazili in ocenili zgolj profiči. Zato se vam sigurno splača špariti tistih par 100 evrov, ki bo res sigurno MVP telefon tega leta, se Apple že dolgo ni dal ven toliko super telefona za tako ceno, čeprav cena zares ni nizka. Ampak Apple je letos sploh pri tem telefonu poslušal folk in tu ga mora pohvaliti. Res. Je pa Apple letos dal ven tudi iPhone Air, ki je full tank, ampak bolj da o tem telefonu zaenkrat ne govoriva, ker gre za telefon s svojimi lepotami in težavami, z ekonomsko računico, ki jo vidi zgolj Apple, ker če so pri 17 poslušali folk, tukaj nobenemu ni jasno, kdo si je želel tankega telefona. Ampak ne bo to tema za druge dni. Vidva sta ta video o iPhone 17 pripeljala do konca, zahvaliti se morava še Telekomu Slovenije, da nam je ta telefon posodil za oceno. Upamo, da vam bo ta video kaj olajšal nakup naslednjega iPhona. Mi se pa že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!